Prva tekma po odstopu Anteja Šimundže se je v Velenju končala z remijem. Vemo, da te stvari ne bodo prišle čez noč. Treba delati, treba se vrniti na tisto staro pot, pa da se bo to čim prej vrnilo, ampak ne gre čez noč. Treba mi, igralci, kot strokovno vodstvo oziroma vsi, ki so v klubu, okoli kluba, moramo biti potrpežljivi in upati na boljše. Saša Gajser je opravil nekaj sprememb. Na desni bočni položaj je postavil Aleša Mertlja, v zvezni vrsti pa je začel Danijel Vujčič. Po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe se je prvič v tej sezoni v prvi postavi znašel tudi Argus. Začelo se je z grožnjo Tavaresa. Spretnim preigravanjem po desni strani in podajo do Mendija je pripravil prvo obetavno situacijo, Mendi mu je vrnil žogo, ob kapetanovem poskusu pa je z blokom posredoval Kašnik. Na drugi strani prosti strel za Velenjčane v 13. minuti, toda strel Marija Babiča je dobro zaustavil Handanović. V 21. minuti najlepša priložnost za domače v prvem polčasu. Babič je podal z leve strani, Kocić je zgrešil, Prašnikar pa srečno prišel do žoge, toda Handanović je odlično reagiral. Na drugi strani pa po dolgi akciji Ibrahimi s podajo do Mendija, ki pa na robu kazenskega prostora ni bil natančen. Prvi poskus v drugem polčasu po prostem strelu podal je Vršič z glavo Tavares. Vratar Velenjčanov, nekdanji Mariborčan Matej Radan, se je v drugem polčasu prelevil v igralca tekme. Najprej je po lepi akciji Tavaresa in Ibrahimija zaustavil Mertlja. Vmes so Velenjčani edinič zapretili v drugem polčasu, ko je po predložku Marija Babiča Handanović žogo odbil, Kocić pa z glavom bil nenatančen. Na drugi strani Vršič kot avtor asistence Mendiju, toda ob soočenju z Radanom uspešnejši velenjski vratar. Tik pred koncem pa še eno dobro posredovanje Radana. Tokrat je podal Viler z leve strani, Bajdes je pripravil priložnost za strel, toda tudi tokrat na pravem mestu velenjski vratar. Končalo se je z nepopularnih 0:0. Fantje so pravi profesionalci. V tej težki situaciji, ki smo se znašli, je bila moja naloga, da jim probam pomagati. Njihova reakcija danes je bila dobra. Videl sem željo, videl sem tudi kvaliteto, ampak nismo bili nagrajeni z golom. To je edina mogoče slaba točka te tekme. Maribor bo danes pokazal, da zna igrati in tudi v bodoče bo. So pa neke situacije, kjer se pa moramo biti boljši. Moramo biti boljši in jaz sem prepričan, da tudi bomo. Prvenstvo se nadaljuje prihodnji vikend, ko bo v Ljudskem vrtu gost Krka.